Evo, eno lepo ponedeljkovo jutro sem skupaj. Midva sva nazaj z najnimi live, v katerih odgovarjava na vaše vprašanje in pogovoriva o različnih temah, ki se tičejo naravnega zdravja in zdravljenja. Kot ponavadi sva z vami tukaj doktorica Neja Zupan, strokovnjakinja za naravno zdravljenje, z več desetletij izkušenj. Z vami sem tudi Alja Podgornik, ki se tudi ukvarjam s tem že precej časa in z Nejo sodelujeva. In danes bova imela na sporedu zadnji del o ščitnici. Imela sta prej že 2 dela, tako da je vedno super, če jih pogledate prej, ni pa nujno. In pa še da vas spomnim, kot ponavadi vprašanja, ki jih imate za naju, ki se lahko tičejo česarkoli, od zelo fizičnih stvari do duhovnih zadev, mentalnih težav, ali so težave ali vprašanja, ki vas zanimajo. Dajte jih napisati spodaj v komentarje. In midve jih vedno vse shraniva in bova prišli do njih korak po koraku. Vsak ponedeljek obdelava eno vprašanje ali pa eno temo, če pa tema bolj obširna, tako kot ščitnica, jo pa obdelava tudi v več kosih. Tako da, evo, danes greva midve še na zadnjo epizodo ščitnice in sicer govorili sva v prejšnjih 2 delih zelo o fizičnem delu, se pravi, prvi del je bil fizično, kaj v bistvu povzroči težave ščitnice. Na fizičnem nivoju govorili sva o stresu, govorili sva o prehrani, zelo veliko različnih stvarih. V drugem delu, ki sva ga imeli prejšnji teden, sva govorili o energijskem vidiku, pa o čustvenem vidiku, kaj so v bistvu mentalni vzorci, čustva in podobno, ki pripeljejo do tega, da ščitnica slabše deluje. To je tudi zelo zanimiva tema, ki si lahko pogledate in pa tema, o kateri sigurno ne boste veliko slišali, če greste k svojemu zdravniku. Danes se bo pa dotaknila še 2 pomembnih vprašanj in sicer najprej bo pogledala v bistvu, kaj se zgodi, če nekdo ščitnice več nima. Se pravi, kaj se v tem primeru da narediti, kako se s tem dela. Potem bo pogovorila še o ščitničnih testih. Se pravi, tle je pomembno zato, ker marsikdaj ti testi, ki se naredijo v laboratoriju, vam ne bojo dali odgovorov na vprašanje, ki jih iščete, in tudi marsikdaj zdravila pa tretmaji, ki se predpiše na podlagi tega, ne bojo rešili vaših težav. In danes bova govorila pa še o tem, zakaj se v bistvu to zgodi, kaj je treba potestirati in pa spet malo, kako dejansko je treba se lotiti reševanja težav ščitnice in kaj je treba vzeti v zakup, poleg vseh teh različnih testov, ki se jih da narediti. Tako da, evo, Neja, jaz predajam tebi besedo, da nam najprej kar vpelješ o temo, kaj v bistvu narediti, če nekdo ščitnice več nima. Živjo, tudi z moje strani. Ja. Midve z Aljo vedno gledava na vse stvari zelo celostno. Ne spuščava se v tiste diagnoze, zato ker, glejte, diagnoza je, če rečem malo po domač, nalepka. Nalepka za en skupek simptomov, ki jih imate. Ampak zakaj so pa ti simptomi nastali, je pa zelo veliko stvari in ni povezano izključno samo, recimo, tako, kakor pa napravi, ne vem, se en del pokvar, zamenjaš tisti del, pa naprava spet dela. Ja, ko se ščitnica pokvari, ni to, da samo ščitnico ali ven daš, ali pa, dobro, presaditev ščitnice še nisem slišala, ampak je cela serija enih faktorjev, ki vpliva na delovanje ne samo ščitnice, ampak potem tudi celotnega telesa. Poslušajte si prejšnja 2 dela, boste majčkeno več dobili vpogleda, kaj to tudi prinese z energijskega pa iz čustvenega vidika. Ker ščitnica je eden izmed ekstremno pomembnih organov, če ne najbolj pomembnih, oziroma ščitnični hormoni so eni najbolj pomembnih, ker regulirajo vse od tega, kako boste metabolizirali, recimo nekdo, ki se hitro redi, ali pa nekdo, ki sploh se ne more zrediti, vse je povezan s ščitnico. Potem recimo, glejte, toliko je enih
umetnih oploditev, ampak ščitnica ima prste vmes tudi pri delovanju oziroma pri plodnosti. Če ne morete zanositi, ja, ščitnica spet zraven. Potem, kako se počutite? A se počutite, da ste to res vi, a da to niste vi? Lejte, o tem sva govorili predvsem prejšnji teden. Ampak zdaj bi rada, zakaj sem to malo ponovila, te o grobem, o čem sva govorili prejšnja 2 tedna. Zato, ker nekdo, ki ščitnice nima, vse ostalo ima, lejte, vsi tisti, ki nimajo ščitnice, še vedno metabolizirajo, še vedno imajo čustva, še vedno imajo misli. In zdaj, če pogledam majčkeno širšo sliko, če naredim. Recimo, čakajte, kaj vzamem, kaj bi vzela tlele, kar imam pri rok. Kako nastane, ja, zdaj nimam nobenega nobene, recimo, plastične posode nimam tlele, ampak kako nastane plastična posoda? Imajo en kalup, plastičen kalup za odlitek, in pod pritiskom zlijejo noter plastiko in potem počakajo, da se pohladi. In nastane ena plastična posoda. Ja, dosti podoben nastane naše telo. Mi imamo energijsko polje okrog in ko se vbrizga noter materija, se materija oblikuje glede na energijsko polje, ki je okrog. O tem recimo zelo veliko govorim v programu Postani mojster zdravja. Kdor se hoče dejansko naučiti, kako deluje energija in energije oblikovati okrog sebe, zato da se bo materija začela drugače oblikovati, je Postani mojster zdravja prava odločitev za tebe. No, in ko mi ščitnico vzamemo ven, ja, v energijskem polju je še vedno zapis ščitnice. In če ta zapis ščitnice ni v redu, boste vi imeli čist enake simptome. Jaz imam zdaj v ordinaciji kar nekaj ljudi, ki imajo težave s ščitnico, pa ščitnice nimajo. Alja bo potem majčkeno več govorila o teh testih, pa kako te zdravila, farmacevtski produkti, ki jih zdravniki predpisujejo, ne delujejo. Zato, ker če ta kalup okrog ni pošlihtan, če tukaj ni harmonije noter, ja, potem ne moreš ti spreminjati v telesu, zato ker ščitnica, ta energija ščitnice, ki je pa ostala, seveda zdravniki so ven odrezali sam fizični del. Ja, ta energijski del je ostal. In ta energijski del vpliva na metabolizem, vpliva na tvoje počutje, vpliva na to, kako ti razmišljaš, vpliva na tvojo težo, na tvoj spanec, na tvoje seksualne hormone, na dovolj hranljivih snovi, ki jih je tvoje telo sposobno ekstrahirati, se pravi, posrkati iz hrane. Ja, vse to vpliva. In je zato nujno potrebno te energije zrihtati. Več o tem sva govorili v prejšnjem delu. In mogoče zdajle bi jaz predala kar besedo ali mogoče samo še to, lejte, ko greste delati te teste za ščitnico, pa vam zdravnik reče, ja, boš dobil ščitnične hormone, ščitnica ne dela. Takrat je alarm, takrat je treba vse ta prvi narediti, potem pa hormone, ker ko te sintetične stvari začeli noter vnašati, bo vaš telo, tle not imamo mi, tole v možganih je glavni računalnik in ta glavni računalnik začne delati čist narobe. In vse ostalo v telesu začne delati čist narobe.
Torej, preden začneš preden začneš kakršnakoli sintetična sredstva jemati, je nujno potreben, da urediš svoje življenje, urediš svoje čustva, urediš svoje misli, urediš svoje energije. No, to je postani mojster zdravja. Če pa hočeš individualno delati z nama, da pregledamo midve, kaj se dejansko v tebi dogaja, pa prideš na individualno in prav pogledamo, ščitnica, tole ne dela, kako, katero hrano, kako odnose in gremo korak po korak, tako najprej jaz naredim sken telesa, kaj se dogaja dejansko noter, potem pogledava, potem se midve usedva in narediva načrt, kaj je za tebe najboljš, in potem prevzame Alja in te vodi korak po korak, da v 12 srečanjih maksimalno lahko narediš spremembe in potem jaz naredim še enkrat sken, kaj se dogaja v telesu in po vsem tem delu, kako recimo in na mislih, čustvih, dodatkih, miselnem procesu, tvojemu stresu, spancu, vse to delava in na koncu mora biti sprememba. In če po tistem mogoče še niso rezultati testov za ščitnico v redu, je začeti razmišljati, a bi bilo zavzeti te ščitnične hormone ali ne. Ampak še po tistem, glejte, imam jaz ogromen znanje, ker sem že zelo veliko ljudi pripeljala iz tega, ker so bili na tem, da vzamejo ščitnične hormone, oziroma nekateri so jih že jemali, sem jih pripeljala do tega, da so jih nehali jemati, oziroma jih niti niso začeli jemati. In ena prišla k meni in je rekla, wow, mislim, ne morem verjeti, niti enega nisem vzela, moji ščitnični hormoni so zdaj perfektne vrednosti. No, zdaj pa gremo pogledat, bo Alja majčkeno več povedala o teh dobrih vrednostih, oziroma ne vrednostih, se ne bova spuščala tako v vrednosti, ampak predvsem, da vam razloži, kaj je v testu za ščitnico pomemben, da vi pogledate, pa kako celostno celo telo vpliva, kako se bo tisti hormon ali pa tista vrednost, tisti parameter gibal. No, predajam zdaj besedo, Alja. Hvala. Ok, se pravi, zdaj bomo mi pogledali mičkan, kaj se testira v laboratoriju, pa kaj nam te stvari povejo. Zato, ker je zelo velikokrat se testira stvari na podlagi tega, kaj so določene stvari, kaj so določeni farmacevtski produkti, ki se vam jih pa da dati, ne pa se nujno testira zato, da se ugotovi, kje je res težava. Se pravi, dajmo malo pogledati, kako dejansko ta kaskada ščitničnih hormonov, kako to v bistvu izgleda in deluje. Se pravi, vi imate v možganih, v spodnjem delu tle pri hipotalamusu imate hipofizo, ki je žleza, ki kontrolira ogromno različnih stvari, ampak to je žleza, ki izloča thyroid stimulating hormone, se pravi TSH se mu reče ponovadi, to je hormon, ki pove ščitnici, da je treba izločiti ščitnične hormone. Potem pa ščitnica najprej izloči T4, tiroksin, ki je, kakor se temu reče, precursor, se pravi začetni hormon, ni pa še to tisti hormon, ki ga naše tkiva lahko uporabljajo. In potem se zgodi pretvorba iz tiroksina, se pravi T4 v T3, in ta T3 je pa potem ščitnični hormon, ki ga naše tkiva lahko uporabljajo. Tako da, to je zdaj, da razumemo osnovo. Zdaj, tle je par pomembnih stvari. Dostikrat, ki se testira, se potestira samo za tale začeten TSH. Se pravi, komunikacijo, ki gre od hipofize do ščitnice. In pa se na podlagi tega se reče, ok, če je tega hormona recimo čist preveč, ki se ga meri, potem je premalo tega ščitničnega hormona in zdaj je treba pa vzeti tole farmacevtske produkte za to.
Za najprej, kaj treba razumeti, je to tle, zato ker se reče, ok, če je tega hormona zelo veliko, je signal slab, ki se pa naprej prenaša. Zdaj, treba je razumeti že takoj na začetku, da to je lahko sicer ena od razlag, druga razlaga je pa, da se zaradi prevelike količine kortizola in pa hormonov, ki se izločajo iz nadledvičnih žlez, se zmanjša izločanje tega iz hipofize, zato ker te stresni hormoni vplivajo in upočasnijo izločanje TSH-ja iz hipofize. Se pravi, tle imate lahko takoj razlog, kaj je kao problem ščitnica, ampak ni problem ščitnica. Je problem to, da so preobremenjene nadledvične žleze, da se proizvaja preveč adrenalina, da se proizvaja preveč kortizola in to upočasnjuje delovanje HPA. Se pravi, to, če poznate hypothalamus pituitary axis, ki je povezana s kortizolom. To je prvi del. Pa, če gremo tle naprej gledati, imamo T4 pa T3. Zdaj, pretvorba T3 dogaja v tkivih. Pretvorba T3 se dogaja iz T4 v T3, se dogaja v jetrih, se dogaja v črevesju, se dogaja v ledvicah, se dogaja še marsikje drugje. Se pravi, če katerokoli od teh tkiv ne deluje v redu, če jetra ne morejo v redu pretvarjati, če v črevesju se pretvorba ne more v redu zgoditi, pa vam čist nič ne pomaga, če se vam da več te 4 hormona, zato ker se pretvorba ne more zgoditi. In to je pomembno razumeti, da večinoma, ko se daje farmacevtske produkte za ščitnico, se daje tiroksin, T4. Se pravi, to je tisti prvi hormon, ki ga ščitnica ven spusti. Zdaj, če se vas spomnite, to ni hormon, ki ga naša tkiva uporabijo. To je hormon, ki ga je treba pretvoriti. In zdaj, vam čist nič ne pomaga, če imate ogromno T4, če se ga ne more pretvoriti v T3. In tle je en encim vmes, ki odstrani eno skupino joda iz T4 in dobite pol ven T3. Ta encim se mu zelo zmanjšuje delovanje spet, če je preveč kortizola, če je preveč stresnih hormonov. Se pravi, tukaj imate spet problem T4, če se vam daje in dodaja to, ne v nič pomaga, če se pretvorba v T3 ne more zgoditi. Še ena stvar, ki se jo ne meri, je sposobnost receptorjev, se pravi, to so beljakovine, proteini, molekule, ki vežejo nase hormone in vežejo nase lahko ščitnične hormone. Vi imate za vsako biokemično zadevo, za vsako kaskado, za vsak živčni prenašalec imate določen receptor, na katerega se ta molekula veže in potem je, kaj se zgodi s tem receptorjem, a pošlje naprej signal, določi, ali bo ta živčni prenašalec, ščitnični hormon, kjerkoli drug hormon dejansko deloval na tkiva. Zdaj, receptorji se jim lahko zmanjšata oziroma se lahko spreminjata 2 stvari, število pa občutljivost. In če se število zmanjša receptorjev ali pa če se občutljivost receptorjev zmanjša, pol vam spet nič ne pomaga, če imate te hormone, zato ker ne morejo delovati, ker receptorji ne bojo naprej poslali signala. In spet pri ščitnici kortizol, stresni hormoni zmanjšajo oboje število in občutljivost teh receptorjev. Prav spet, tudi če vi dobite te 4 ščitnične hormone in vse te zadeve, če vam ne more se pretvarjati te 4 v T3, pa če nimate receptorjev ali števila ali občutljivosti, da bo dejansko signale od ščitničnega hormona naprej prenesel po telesu, vam to nič ne pomaga. Zadnja stvar, ki je treba še vedeti, je pa to, da hormon T3 se lahko pretvori v čemur se reče reverse T3. Se pravi, tem bi lahko rekli obraten T3, jaz ne vem, kakšen je dejansko v slovenščini izraz, ampak vse, kar rabite vedeti, je to, da je to pretvorba, če rečemo temu, uporabnega ščitničnega hormona T3 v neuporaben ščitničen hormon, zato ker RT3 ne more aktivirati receptorjev. Se pa na njih še vedno veže. Kar pomeni, da imate zdaj neaktivno obliko T3, ki se veže na receptorje, kar pomeni, da signal ne bo prišel naprej. Se pravi, zato je zelo pomembno, ko se testirajo stvari, da se testira TSH, začetna zadeva, potem da se testira prosti T4, prosti T3, potem pa tudi obraten T3,
to, kar smo zdaj rekli, in pa razmerje med tem RT3, se pravi obratnim, če mu rečemo, in pa prostim T3, zato ker če je veliko več tega RT3 prisotnega, kakor T3, potem imate v bistvu, vi nimate dovolj prostega T3, da bi se vezal na receptorje in da bi se te stvari uspele, da bi se ščitnični signali uspeli naprej prenašati po telesu. Še ena stvar, ki je pomembno testirati, je pa tudi tele protitelesa, zaščitničen hormon, ki vam pa povejo, če je tle tudi avtoimuna komponenta. Ampak spet, tudi če naredite vse te teste, kar je pomembno, da jih, če že delate ščitničen test, zato nikoli ne pustite nekomu, da bi vam predpisal kakršnekoli farmacevtske zadeve na podlagi ene spremenljivke, kakor je recimo samo ta TSH, ampak kakor sem rekla jaz tudi že prej, tudi če vse te stvari potestirate, še vedno nimate informacij o kvaliteti pretvarjanja, iz T4 v T3, nimate informacije tega, katero tkivo vam dobro, pa katero tkivo vam slabo te stvari pretvarja, pa nimate informacije o tem, kako dobro vam receptori delujejo. In zaradi tega je zelo pomembno spet stvari celostno pogledati. In je treba pogledati, kje dejansko v telesu so težave, katera tkiva ne delujejo v redu, katere energije niso uravnovešene v telesu. Zato, ker če ne se zelo velikokrat zgodi, in to je nažalost precej pogosto, da ljudje dobijo farmacevtske produkte za ščitnico, pa v bistvu jim nič ne pomaga simptomi, zaradi vseh teh stvari, ki sem jih jaz zdajle vam omenila, zato ker pač se preprosto ne spremeni pravilne zadeve. In v končni fazi, ko pride do ščitnice, je treba pogledati, zakaj v prvi vrsti ščitnica ne deluje v redu. To so pa govorila v prvem delu, ima pa ogromno povezave s načinom življenja, s količino stresa v življenju in samo tukaj lahko mi dejansko prijemo do odgovora, kje so se težave začele. Nekdo mi hoče ljubčke daje danes zjutraj. Tako da, jaz upam, da vam je to mičken dalo pogleda v to, če delate ščitnične teste, kaj vse je treba pogledati, ampak tudi da razumete, da če vse te teste naredite, vi še vedno niste dobili odgovora na vprašanje, kaj je dejansko tista stvar, ki je povzročila to, da ščitnica ne deluje v prvi vrsti. Tukaj, tja lahko pridete sam, če celostno pogledate stvari, če celostno pogledate svoje telo, če pogledate različne sisteme, pa če pogledamo skupaj, kaj vse se v vašem življenju dogaja, kje je nepotreben stres prisoten, kje se da spremeniti načine razmišljanja, načine funkcioniranja, navade, zato da dejansko vi lahko naredite spremembe tam, kjer so težave v originalu nastale. Ja, super, Alja. Evo, to je to. Skratka, pogledati, vedno celostno gledati. Ne samo tako, kot mašinco, ne vem, guma za noč, pa gumo zamenjati. Ja, ne, pri nas je to tako, da če gumo treba zamenjati, je mogoče v volanu nekaj narobe. Ali pa v vozniku, ki vozi tisti avto. Jaz lahko čisto pri sebi povem, recimo, težave z izločanjem, z zaprtostjo. Ja, to je bilo vse povezano z nedelovanjem ščitnice. Ampak vsi testi s ščitnico so bili BP. Ampak ko sem jaz bolj začela paziti, kar se tiče hrane, energiji, svojih misli, svojih čustev, ki vplivajo na ščitnico, in začela jemati določene dodatke, ki pomagajo ščitnici, tada, ja, kakanje se je uredil. Tako da, lejte, svečko noter dati v danko je najbolj enostaven, ampak poišči vzrok in jaz vzrok sem pač najdla v tem, da moje čustva in misli niso bile v skladu s tem, kar jaz dejansko sem. No, zdaj, ko tudi prihajam in živim bolj tisto, kar jaz sem v svojem bistvu, zdaj se vse to začenja urejati. Tako da ima vsak možnost prideti bolj v stik sam s seboj, bolj začeti živeti skladno
svojo prvobitno energijo, svojo naravo in potem se vsi ti sistemi začnejo urejati. Če je pa človek poln enih patogenih mikroorganizmov, dela stvari, ki jih itak noče delati, dela samo zato, da dobi denar, pa ga sploh nič ne veseli, pa je brez motivacije, ja, pol je pa treba pogledati, zakaj notranji organ ne dela in ta prvo te stvari odstraniti, če pa to še ne dela, pa se uporabi kakšen zunanji stimulans ali pa zunanja podpora. Tako da na Postani mojster zdravja se učimo vse v zvezi z kako energijsko, čustveno in miselno podpreti različne notranje organe oziroma meridiane, ki so povezani z organi. Midve z Aljo pa delava to individualno oziroma so take zelo majhne skupine, od 4 do 8 ljudi, tako da se dejansko zelo lahko posvetiva posamezniku v njegovih potrebah. Kot sem rekla, naredim jaz sken, se pogovoriva, Alja prevzame in potem na koncu tudi naredimo sken in vidimo, kakšne so zdaj spremembe, koliko je boljše počutje in kaj lahko še preučimo, na koncu preučimo, kaj lahko pa še naredimo, zato da bo telo boljš deloval in boljš služil tvojemu namenu, tvojemu poslanstvu v življenju. Tako da, vabljeni, lahko me kontaktirate mene ali kontaktirate Aljo, če hočete z nama delati, pišete e-mail, se bova midve odzvale, pa gremo tam naprej, naredimo načrt, pa akcija, kdor hoče biti bolj zdrav, evo, tukaj sva, da ti pomagava, midve obe imava zelo zahtevne življenjske preizkušnje za sabo, obe sva, če temu rečem, zmagovalki, ker zmagovalc ni tisti, ki nekoga drugega premaga, ampak ki, kako bi rekla, osvoji prepreke samega sebe. Samo tisti je zmagovalec. Tako da, če hočeš biti zmagovalec, zmagovalka, evo, tle sva za tebe, kontaktiraj, pa gremo skupaj naprej. Sicer pa vprašanja spodaj napiš, midve odgovarjava in naslednjič nova tema. Zdaj bil 3. del ščitnice. Lepo se imej in krasen dan, krasen teden, krasen mesec, krasno leto in krasno življenje. Adijo. Čau.